Dobrodošli vsi skupaj. Na prvem letošnjem webinarju Razturi na maturi v sodelovanju z DOS-om. Jaz sem Lisa Mislej Vončina in sem ustanoviteljica Razturi na maturi. Z mano sta pa Anja Zidar. Anja je naša profesorica slovenščine, ki vas bo danes popeljala čez vse skupaj. In še Simon Trusevič, on je pa predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Tako da on bo pa na začetku še par besed povedal, pol bom jaz na hitrico še vskočila, potem pa prepustimo Anji, da vam objasni vse, kar vas zanima glede slovenščine na maturi. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, komentarje, karkoli, jih lahko zapišete v komentarje. Bomo na vsake toliko časa pogledali, če tam kaj piše, in seveda odgovorili na vaša vprašanja. Drugače pa smo nekaj vprašanj tudi dobili že vnaprej, pa jih imamo na koncu predstavitve že pripravljena, tako da mogoče vseeno počakajte do konca, ker verjetno bo tam že odgovor na kakšno vaše vprašanje, če ga boste imeli. Drugače pa uživajte, mi bomo kar začeli, zato da vam ne bomo kradli preveč časa na to sončno soboto. Tako da evo, jaz bom tlele kar začela. Simon, najprej predajam tebi besedo. Ja, Lisa, najlepša hvala. Lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Jaz bom res poskusil biti čim krajši. Samo par besed o Dijaški organizaciji Slovenije, ki je v sodelovanju z Razturi na maturi že drugo leto zapored omogočila, bom rekel, te webinarje. Samo par besed o tem, kaj pravzaprav DOS je. Torej, mi smo stanovska demokratična organizacija vseh dijakov v Sloveniji, združujemo nekako vse pravice, interese vseh dijakov, tako da se lahko na nas zanesete, nas vprašate, predlagate karkoli želite, ko gremo naprej. Sestavljeno je, se pravi, iz predsedstva, potem imamo parlament DOS in svet DOS, pa prav tako odbora DOS, katerim se lahko pridružite res vsi, odvisno od tega, kaj vas zanima. Imamo odbor za izobraževanje, mednarodno sodelovanje, regionalno povezovanje, PR, in tako naprej, ne. Potem pa imamo še vodstvo, ki opravlja na nek način take administrativne zadeve. V parlamentu pa so predstavniki vseh šol v Sloveniji, ki nekako predlagajo, zasedajo, sprejemajo neke odločitve, in na ta način potem sooblikujemo na nek način boljšo dijaško skupnost. Imamo pa res vrsto različnih projektov, če gremo potem majčkeno naprej pogledat. Torej, kot tukaj vidite, recimo je to fotka iz mestne hiše. Ravno takrat je potekala seja parlamenta. Tukaj pa vidite tudi pač nekaj utrinkov recimo naših sestankov s svetniki. Svet je pa neke vrste nadzorni organ, ki nadzoruje naše delo, kako funkcioniramo, da res opravljamo svoje delo tako, kot pač ga moramo, in letos je 15 svetnikov, lahko pa res vsi kandidirate za svetnike in ponavadi so volitve oktobra ali pa konec septembra. Ja, pa če gremo potem kar naprej. O predsedstvu sem že par besed povedal, torej letos je sestavljeno iz 5 članov predsedstva in predsednika. Mi dejansko pač izvajamo vse projekte, ki jih imamo na vsebinskem področju, pa tudi recimo kakšne projekte. Zdaj, če pogledamo naše stalne projekte, lahko gremo majčkeno naprej. Pri delovanju, še en slajd naprej. Tukaj vidimo, da imamo kar nekaj pač stalnih projektov, recimo Dijaška nacionalna konferenca. Zdaj tisti, ki ne poznate, mogoče eni ste se že prijavili, konec marca organiziramo naš največji projekt, to je 3-dnevna Dijaška nacionalna konferenca. Dijaki ostanejo v enem od ljubljanskih hostlov, sledi res tak izobraževalni program, obisk predsedniške palače, državnega zbora, različne delavnice z znanimi osebnostmi, zvečer pa še druženje ob hrani in pijači. In vse je zastonj, plačate samo v bistvu akontacijo, kot rečeno, pač prehrana in prenočišče sta vključena. Potem imamo posvete različne, organiziramo, imamo DOS na poti, ko hodimo po različnih regijah. Pred kratkim smo zaključili z Naj dijakom, tukaj smo imeli na pravni fakulteti posvet o volilni pravici pri 16. Potem, če gremo naprej pogledat, imamo, v bistvu smo organizirali februarja en dogodek ob 20. februarju oziroma 15. februarju, dan otroškega raka, tako da tudi ozaveščamo na področju zdravja. Če gremo naprej,
To je eden tudi lepših projektov zbirka dijaške poezije, torej dijaki so prispevali svojo poezijo, na koncu je nastala ena taka zbirka vseh poezij. In moram reči, no, da je ta projekt bil res pač odmeven, dijaki so se potrudili. Zdaj pa sta v teku še dva projekta na umetnostnem področju, razstava likovnih del in album avtorske glasbe, več lahko najdete na naši spletni strani. Potem pa mogoče res še najpomembnejša informacija za vse vas, varuh dijakovih pravic oziroma letos varuhinja Živa Dokl. Če imate kakršnekoli probleme v šoli, da mislite, da imate pravzaprav nek neenakovreden odnos s profesorjem, da vas recimo na podlagi česarkoli nepošteno, nepravično dojemlja, jemlje in tako naprej, obrnite se na varuha dijakovih pravic oziroma varuhinjo, jo pokličite, povejte in bo v konkretnem primeru lahko pomagala, rešila situacijo, pomagala v sporu in predvsem je pomembno, da to dela na anonimen način. In če gremo še na zadnji slajd, da ne bom predolg, vse informacije, karkoli vas zanima, najdete na naši spletni strani, kjer so dejansko objavljene vse ključne informacije na Instagramu in Facebooku. Lahko nam tudi pišete na info@dijaška.org in vam bomo res poskusili kadarkoli, s čimerkoli pomagati. To je to z moje strani, hvala še enkrat za posluh, zdaj pa uživajte v predavanju. Super, hvala Simon. Jaz v chat pošiljam še našo skupno spletno stran, DOS in Razturi na maturi. Tam se lahko prijavite tudi na še vse ostale evente, oziroma webinarje, ki nas čakajo še v prihodnjem mesecu. Tako da vabljeni tja in tam lahko tudi izkoriste našo ekstra ponudbo. Jaz bom samo na hitrico še ful hitrejše, ko Simon povedala, kaj je platforma Razturi na maturi, za tiste, ki mogoče ne poznate še tega. Se pravi, platforma Razturi na maturi je namenjena vsem dijakom, se pravi od 1. do 4. letnika. Na platformi so pa za 3 predmete, se pravi za angleščino, matematiko in slovenščino, gor video razlage, pač celotne srednješolske snovi, tako v zelo kratkih videih, tako da imate vse pokrito. Potem so gor webinarji. Webinarji so v bistvu ali recimo Anja je posnela že vsako leto webinarje o maturitetnih knjigah, tako da imamo celotne interpretacije gor. Do tega, kako se učiti, na kakšen način pristopiti do različnih tipov nalog pri vsakem predmetu in tako naprej, tako da so zelo, zelo praktični in uporabni ti webinarji. Pol so gor vedno tudi zapiski pa vaje, ki jih lahko rešujete. Potem pa imamo na socialnih omrežjih naših vedno še neke aktualne smernice. In letošnja posebna ponudba, ki smo jo naredili posebej za maturante, so pa te crash kursi. To so pa v bistvu taki prav specifični tečaji, smo še dodali predmete, tako da poleg angleščine, matematike, slovenščine imate še kemijo, nemščino in biologijo. To so pa tako malo bolj vodeni tečaji, tudi so gor pač video razlage, rešene stare maturitetne pole, v primeru slovenščine pač obdelave vseh knjig za esej in tako naprej. Tako da to si le poglejte oziroma nam komot kjerkoli pišete. Ja, posebna ponudba, ki smo jo pa naredili v sodelovanju z DOS-om, tako da se lahko zahvalite DOS-u za ultra popust za našo platformo. Se pravi, da namesto za 200 evrov dobite za 75 evrov pač dostop do konca mature, vse vsebine, ki jo imamo na platformi, se pravi za vse 3 predmete, vsa 4 leta snovi. Tako. Zdaj pa Anja, jaz bom tebi predala remote, oziroma dam najprej PowerPoint takole. Pustim na naslovnico in ti dam remote. Mislim, da bi zdaj mogla imeti opcijo. Imaš? Mislim, da še kar, piše mi you can control Lisa screen, tako da mislim, da sem. Pol pa mogoče kar probi, če vse funkcionira. Dela, mislim, da se
premaknila. Ok, Okay, super. sem. Evo, Redu. zdaj pa se jaz tudi izklapljam oziroma prepuščam Anji, da obdela z vami slovenščino na maturi. Ok. No, živijo, jaz sem Anja, jaz skrbim za področje slovenščine na Rasturi na maturi, ki si ga bomo z vami tudi zdaj pogledali, sej ne cele slovenščine, kar obstaja, ampak samo to, kar je treba za maturo znati. Tako da nekako struktura je taka, da ja, najprej povemo nekaj, kaj je matura, torej kaj vas čaka, na katere datume, tako naprej. Potem ja, to lahko že v bistvu zdaj naredimo, to je res. Potem imamo neke te primere nalog, vprašanja, oziroma pogoste napake, pa vprašanja pri eseju, pri razčlembi in pri ustnem delu gremo nekako čez primere nalog, pa napake, pa potem vprašanja. Pa na koncu je tudi še nekaj teh splošnih stvari, ki se vse skozi ponavljajo, ki vas skrbijo očitno vsako leto, tako da dajte skušati zdržati do takrat, jaz bom pa probala ne preveč zaplavati. Tako da, če gremo kar na te datume, torej kaj vas torej najprej vas čaka šolski esej, tega pišete 4. maja 2023. Pisanje traja 120 minut, končni oceni prispeva 50%, torej končni oceni slovenščine na maturi. Potem vas čaka razčlemba neumetnostnega besedila, ki končni oceni prispeva 30%. Razčlembo pišete 29.5.2023 in pisanje traja 1,5 ure. In na koncu, seveda, zadeva se še ne zaključi tako hitro, ker zakaj bi se. Torej, na koncu vas čaka še ustni del, ki ga boste opravljali nekje med 10. in 21.6. Torej, prva dva dela sta zunanje ocenjevana, torej zunanji ocenjevalci poskrbijo za oceno, torej preberejo, ocenijo, vrednotijo in tako naprej. Možnosti, da bi torej vaš esej dobil vaš profesor ali pa kdor vas pripravlja na maturo, so praktično nič, tako da to ne vas ne skrbi. Medtem ko je ustni del tisti, ki ga opravljate na vaši šoli oziroma pač na izpitnem centru oziroma tam, kjer ste pač prijavljeni na maturo. Sam razpored, kdaj bo ustni del potekal, je ponavadi objavljen nekaj dni prej, torej pred 10. na oglasni deski. Verjamem pa, da so se vaše osnovne šole že dovolj digitalizirale, da imate tudi kakšne spletne učilnice, e-asistente, ki vam bodo ta razpored tudi poslale. Pa če gremo kar k eseju, torej tema letošnjega esejskega tematskega sklopa je Ženske na odru sveta, kot veste. Prebrati je potrebno 4 dela, torej Antigono od grškega avtorja Sofokleja, Noro oziroma Hišo lud Henrika Ibsna, Antigono Dominika Smoleta ter Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma. Dela niso zelo dolga, so pa zelo naporna, kar je mogoče kdo med vami že izkusil, ampak ravno zato, ker niso predolga, se jih da tudi precej dobro tudi zdržati. Če gremo kar naprej, torej esej se piše, kot smo rekli, 120 minut in napisati morate okoli 600 besed. K vsebini prispevajo, torej vaš esej se ocenjuje torej najprej na vsebinski ravni, pa potem na jezikovni ravni. Ta vsebina prispeva do 30 točk, potem jezik je pa razdeljen na jezikovno pravilnost, tukaj so mišljene vejice, pike, pač te skloni, te zadeve, torej pravopis. Potem imamo tukaj slog. Tukaj se recimo ocenjuje vaš register, torej uporabljate primeren register za nek ta formalen slog izražanja, uporabljate prave besede, torej besede iz knjižnega jezika, ne iz, ne vem, slenga ali pa iz narečja. In na koncu je tukaj še zgradba, torej besedilo mora biti tudi členjeno na odstavke, torej na uvod, jedro in zaključek, oziroma jedro mora imeti še nekaj odstavkov, torej ne more biti vse v eno monolitno zadevo zapakirano. Tako da toliko o tem. In ja, že v bistvu prva odločitev, s katero se boste soočali, oziroma upam, da jo boste opravili že prej, je, kateri esej napisati. Torej,
Ko odprete Polo, ko boste odprli Polo, boste najprej dobili navodila za razpravljalni esej, potem pa navodila za interpretativni oziroma razlagalni esej. Kakšna je zdaj razlika, kaj izbrati? Torej, razpravljalni esej je sestavljen iz navodil, torej naslova, navodil, vključuje primerjavo dveh ali več literarnih del in je namenjen razpravi, torej razpravi o neki ideji, o neki temi, ki se pač v literarnem delu pojavi. Zdaj, interpretativni esej je pa prav tako sestavljen iz navodil, ampak tem navodil je podan tudi odlomek iz dejanskega literarnega dela. Torej, iz teh, ki so izbrana na maturi, torej ne boste dobili neke XY drame, nič bati, samo te 4. Tudi ta esej vključuje primerjavo dveh ali več literarnih del, namesto razpravljanju pa je namenjen interpretaciji. To pomeni, da morate tisto literarno besedilo interpretirati skozi odlomek, ki vam je podan. To pomeni ne samo to, da poveste, kaj se tam dogaja, pa kaj se dogaja prej in potem, ampak da znate recimo povedati, kakšna so slogovna sredstva, ki se noter pojavijo, kakšen je njihov učinek in tako naprej. Zdaj, tradicionalno so nas učili in tudi mi smo dolgo časa domnevali, da je pač razpravljalni esej lažji in da ga zato piše več dijakov, ampak v bistvu v zadnjih 2 letih se je pokazalo, da je vse več dijakov vas pristopa k interpretativnemu eseju, ki je dolgo časa veljal za bolj ambicioznega. Tako da katerega izbrati v bistvu je povsem vaša odločitev. Naš nasvet že tu pa je, da naj ne bo ta interpretativni esej, ki ga pišete na eseju na maturi, torej za samo oceno na eseju na maturi, tudi prvi interpretativni, ki ga napišete sploh. Torej, preizkusite se v obojih, torej nekaj navodil imate tudi v sklopu crash coursa, ki ga je prejle Lisa omenila podanih. Ta esej tudi potem jaz ocenim, da boste približno vedeli, kje ste in tudi kaj lahko še popravite, da potem, ko pride ta grozni 4. maj, da boste pač vedeli, kje ste, kje se nahajate. Ok, bomo šli zdaj naprej. Torej, kako zdaj izgleda tole točkovanje? To je recimo primer enega izmed naših navodil. Kot vidite, imamo naslov in potem imamo navodila. In tudi pač tako tudi dejanski esej ponavadi izgleda, torej je nekih 3 do 4 naloge so ponavadi, ena je neka predstavitev, lahko je analiza, lahko je, smo šli pa malo predaleč, potem imamo vedno primerjavo, potem imamo neko vaše mnenje in tudi aktualizacijo. To je eno z drugim, lahko je upravičenost oziroma mnenje skupaj z aktualizacijo, lahko je ločeno, zdaj odvisno pač, kakšna pola je izbrana, potem pa znotraj vsake izmed teh nalog je več teh opredelitev, torej recimo predstavitev obeh vladarjev. Tukaj imamo recimo Kreonta iz Sofokleve, pa Kreonta iz Smoletove drame in najprej je pač treba umestiti Kreonta in torej umestiti in potem podati te primere za umestitev, enega, potem drugega in za vsako od teh zadev dobite pač neke točke. Upam, da je približno jasno, kako to poteka. Torej, pomembni so, kot vidite, predvsem, torej, pomembni so primeri, torej samega dela, ne samo, da vi zapišete Kreont je v Sofoklejevi drami kralj Tep, hvala lepo. Mislim, seveda ne napišete tega, ampak tako. Ni dovolj, da sam nekaj splošnega predstavite, sploh, ker recimo govorimo o liku, o istem liku, ne, o istem, precej podobnem liku, tako da je zelo dobro, da ste natančni in natančni ste pa v resnici lahko zgolj, če imate neke primere, ki jih lahko skoraj stresete z rokava. Tukaj le na koncu, kot vidite, imate spodaj še jezik, torej to jezikovno pravilnost, imamo nek typo tam. Potem imamo slog in zgradbo in iz tega v bistvu skupaj ocenimo esej. Naša prednost, ki je recimo ne boste dobili recimo na eseju na maturi, je ta, da vam bomo podali tudi nekaj, torej da vam bom podala nekaj komentarjev, kako izboljšati svoje pisanje, kaj je dobro, na čem lahko še delate, tako da vabljeni, da mi kaj pošljete.
Zdaj, kaj so največje, oziroma kaj so pač najpogostejše napake, ki se pojavljajo na tem? Ok, bomo šli naprej. Ne. Ok. Ok, zdaj bomo šli zagotovo 5 slajdov naprej, čez 10 sekund. Torej, najpogostejše napake se pojavljajo recimo na ravni vsebine, torej ali ste preveč ali se dogaja, da so dijaki oziroma da so eseji preveč splošni, torej taki, ki bi jih lahko aplicirali skoraj na vsako literarno delo ali pa tudi na neko temo, niti ne vezano na delo. Torej, treba se natančno držati navodil, ki jih dobite. Torej, če dobite navodila o Kreontu iz Sofokleja in Smoleta, pač ne boste pisali o Prelihu, pa potem še o Torvaldu, pa še ne vem o čem, če pač vas navodila k temu ne napeljujejo. Ne? In podobno tudi, ko vidite, ok, Sofoklej ta Kreont 1, torej Kreon 1 in Kreon 2 recimo, to ne pomeni, da poveste čisto vse, kar veste o Kreontu 1 in 2, ampak se osredotočite zopet, kaj vam vsebina pravi, da povlečete oziroma kaj točno je treba predstaviti. Potem je tukaj jezikovna pravilnost, torej pravopis zelo pogosto nese marsikakšnega dijaka, ki pravi, se je samo 8 točk, kaj je pa to? Ne, to je zelo pomembna postavka oziroma tako zadeva, pri kateri lahko dobite veliko točk, lahko jih pa tudi zelo hitro veliko izgubite. Pri vsebini, to sem mogoče prej pozabila povedati, torej pri vsebini in jeziku je tako, da morate biti obe postavki pozitivni na vseh tistih nalogah. Torej na vseh nalogah znotraj vsebine in na vseh znotraj jezika morate zbrati vsaj 1 točko, da je pač jezik, torej da je celoten esej ocenjen pozitivno. Tako da ne zanemarjati vseh jezikovnih in pač pravopisnih pravil, ki so vam jih ubijali v glavo vsa ta leta. Potem je tu zgradba, tu se zlasti pojavlja, da recimo v jedru dijaki ne členijo pač odstavka, torej da je sam tako en super monoliten tekst, po možnosti še kaj prečrtano, izčrtano, puščice, levo, desno. Se verjetno predstavljate, kako to izgleda. Torej, jedro je treba členiti. Na koncu smo v bistvu eno vprašanje bilo povezano tudi s tem, torej kako to členitev zares vzpostaviti in na kaj paziti. Največ oziroma veliko vprašanj se pa tudi nanaša na to, kako sestaviti uvod in zaključek. Tako da bi mogoče to zadnje 3 zadeve, ki sem jih omenila, bolj razložila na koncu, torej pri tem delu z vprašanji. Ok. Torej, nekaj precej splošnih nasvetov, kako se lotiti tega groznega eseja, torej preberite dela. Torej, noben webinar, nobene priprave vam ne bodo toliko pomagale, kot si lahko pomagate sami, s tem, ko pač preberete stvar in je konc. Torej, neka ta osebna izkušnja branja je pač nekaj, česar se ne da poustvariti z ničemer. In to je tista neka češnjica na vrhu vseh priprav v resnici. Potem, ne pretiravati s pisanjem poskusnih esejev, torej ni treba, da napišete 20 poskusnih esejev, samo zato, ker pač stres, živci in vse to. Bolje je, da jih, ne vem, napišete mogoče 7, 8, mogoče tudi 5, ampak za vsakega od teh dobite konkreten komentar. Zdaj lahko je to naš komentar, lahko seveda, si predstavljam, da mogoče tudi v šoli pišete malo več teh stvari. Vedno vprašajte za komentar. Sej ocena ful dobro, pač ful dobro, verjetno za vas tudi ključno, ampak komentar predvsem v tem smislu, kaj lahko izboljšate in pač na teh komentarjih lahko potem vidite, ok, mogoče ne rabim zdaj več toliko delati na vsebini, mogoče moram neka ta osnovna pravopisna pravila, ki je vejca, ponoviti, ne? Ker je zopet zahteva nek drug način dela ali priprave. Torej, ne obremenjujte se s primerjavo. Torej, del šolskega eseja je tudi pač primerjava literarnih del.
Zdaj lahko boste dobili primerjavo teh izbranih del, torej teh zadev, ki so znotraj tematskega sklopa, da boste torej, kot smo imeli v prejšnjem eseju, da boste morali primerjati recimo Kreonta iz ene drame s Kreontom iz druge drame. Lahko pa, da boste dobili tudi vprašanje primerjaj s primernim likom iz pouka književnosti. Ne zmrznite. Torej, zagotovo boste s temi primerjavami se ukvarjali in se že. In to zopet ne pomeni, da morate za Kreonta imeti 2 strani potencialnih literarnih del, s katerimi lahko to primerjate. Torej, poleg tega, teh 4 dram, ki so zelo polnokrvne, veliko jih je, veliko ti lahko dajo, veliko nam še vedno dajo, torej so še vedno aktualne. Poleg njih si lahko sestavite oziroma vzamete še, 2 do 3 dela, ki ste jih mogoče spomnite iz pouka književnosti in pač pogledate, kako bi se dalo primerjati in se na to osredotočite. Torej, dan pred esejem, se namesto paničnega listanja po knjigah raje sprostite. Torej, kot pravimo, oziroma kot se reče, torej zadnji dan ne pisate esejev. Dajte to vnemo pisalno prišparati za naslednji dan. Zdaj, ko ste pa na samem eseju, torej ko je v učilnici, prva stvar, ki jo vedno vsem priporočamo, je osnutek, torej ne takoj planiti v pisanje, dajte si vzeti 5-10, pol ure, če je treba, minut, zato da premislite, kaj navodila zares hočejo od vas, kakšne so naloge, kateri liki, katera dela, tako zelo natančno si dajte narediti miselni vzorec ali pa pač karkoli vam pomaga. Zdaj, osnutek je tudi nekaj, kar lahko zvadite, torej kako zelo dobro osnutek narediti, mislim, da je tudi vključeno v crash course, in dajte to začeti mogoče že danes se učiti, torej zopet, ne. Kot smo omenili pri izbiranju recimo razpravljalnega in interpretativnega eseja, ne freestylati. Torej, ne bo pač ta 4. maj tisti dan, ko boste probali osnutek in probali interpretativni esej. To se ponavadi ne konča dobro. Potem je tukaj zgradba besedila, torej predvsem uvod in zaključek. Kot rečeno, o tem bomo nekaj več na koncu spregovorili. In zdaj, kako si razdeliti čas pisanja? Torej, najbolj se priporoča ta shema 2-3-1. To pomeni, da 20 minut porabite za osnutek, torej zato, da preberete navodila, si izpišete ključne zadeve, kaj je treba narediti in tako naprej. Potem imamo 30, torej 3, kar pomeni, mislim, da je uro pa pol, oziroma ne, 80 minut tega, čakajte sem, da si seštejem, se pravičujem, se vidi, da učim slovenščino. Torej, nekako ta osrednji del porabite pač za pisanje, torej za samo pisanje, zato da zadevo dejansko sestavite skupaj in je pač pred vami. Ta enka pa pač pomeni nekih 10 minut, ki vam na koncu ostanejo zato, da pač pregledate, vstavite kakšno vejico, to se da. V teh 10 minutah ni načeloma priporočljivo, da izčrtate pol eseja in se lotite novega odstavka. Zdaj, zakaj je osnutek tukaj toliko pomemben, torej da mu namenjamo skoraj toliko časa kot recimo srednjemu delu? Zato, ker zagotovo, ko ste kaj pisali, ste prebrali navodila, odprli polo, gremo, super, gre. In potem je šlo v vod, je bil še ok, prvi odstavek jedra je kar ok šel, pol je bil pa drugi odstavek, ko ste se naenkrat mogoče vprašali, kaj sploh delam. In zaradi tega je osnutek potreben, zato da se na samem eseju ne obremenjujete s tem razmišljanjem, kje sem v navodilih, kaj se dogaja, kaj sploh hočejo od mene, ampak da lahko dejansko samo opišete in da tudi mogoče kakšno idejo, ki ste jo v osnutku si napisali, da mogoče malo pomislite, pa se tako, saj mogoče tole pa ni tako dober, ampak ne, v bistvu sem razmišljal o tem, tako da bom raje to vključil, ne. Torej, te ideje, ki jih imamo ponavadi takoj, niso nujno najboljše ali pa so potrebne nekakšne obdelave oziroma jih je treba še nekako bolj konkretizirati, malo nekako izbrati, porazdeliti po področjih in tako naprej. Zato
toliko poudarjamo pravzaprav osnutek, pa potem pač ja, samo pisanje. Samo pisanje bo že šlo, teh 600 besed ste zagotovo že napisali in to ne enkrat, verjetno tudi do zdaj že vsaj 2-krat ali pa 3-krat. Tako da težav s tem ne boste imeli. Boste pa imeli težave, če ne bo neke vsebine, ki bi jo v teh 600 besed dali. Zato osnutek. In zdaj smo že pri razčlembi izhodiščnega besedila. Torej, pri tej razčlembi gre za neumetnostno besedilo, ki ga morate vi na podlagi nekih nalog raznolikih razčleniti in pokazati v bistvu svoje znanje ne zgolj pravopisa, ampak tudi v resnici nekega razumevanja, komunikacije in tako naprej. Naloge, ki se tam pojavljajo, so razdeljene na 3 skupine. To so naloge zaprtega, podprtega in odprtega tipa. Pa če se najprej lotimo nalog zaprtega tipa, jaz tem nalogam pravim naloge, ki zahtevajo bolj malo domišljije. Pa če si pogledamo, kakšne so to so naloge, kjer imate samo A ali B za izbrati, oziroma kjer lahko izbirate samo med omejenimi možnostmi, ne morete pač nekih svojih zadevah, neke svoje stvari noter vnesti. Torej, najbolj očitna je seveda naloga alternativne izbire, kot recimo lahko zberete samo je oziroma ni. Potem imamo naloge izbirnega tipa, v smislu tukaj je že malo več izbire, se strinjam, ampak je omejena in samo med temi lahko zbirate. Potem so naloge s kratkim zaprtim odgovorom. Zopet nič nobene domišljije, torej zgolj sledite, kaj pravi navodilo, torej poimenujte glagolski način, pretvorite v drug glagolski način. To je to. Nobenih dolgih besed ali pa česarkoli. Potem so tukaj naloge povezovanja, naloge dopolnjevanja in naloge razvrščanja. In seveda še naloge korekcije. Tukaj recimo ta najbolj očitna je seveda najdete 10 pravopisnih napak. Zdaj, kaj je pri teh nalogah zaprtega tipa pomembno? Pomembno je, da berete navodila. Torej, kaj navodila hočejo od vas. Torej, če gremo nazaj, ko smo imeli prej to nalogo alternativne izbire. V besedi zgodba je dolgi naglašeni široki O, ni dolgega naglašenega širokega O-ja. Torej, tukaj je pomembno, da preberete, kaj naloga hoče od vas. Torej, je neki ali ni neki. Lahko je, recimo tukaj ali pa spodaj, ko imate glagolski način, fajn je, da se toliko zberete, da ste toliko nekako pri sebi, da ste tako, glagolski način. Ne glagolski čas, ne glagolski vid, glagolski način. To je to, ne? Torej, pri teh nalogah, kot rečeno, je najbolj ključno, da ste zbrani in veste, kaj pač navodila hočejo od vas. Torej, tudi pri korekciji, torej najdete 10 pravopisnih napak. Zdaj, če najdete kakšno napako, ki je mogoče vezana na vsebino, zelo dobro, ampak to ni nekaj, kar se išče, ne? Kot rečeno, pri teh korekcijah je tako, da 2 pravilna popravka sta vredna 1 točko in tukaj se torej tukaj se točke tudi izničujejo. Tako da, kot rečeno, vdih, izdih in potem šele reševanje. Potem so tukaj naloge odprtega tipa, kjer je tako semi-domišljija. Tukaj že lahko mogoče malo dlje razmišljate, ste malo bolj kreativni. Torej, tukaj tipično morate pisati neke daljše odgovore, ampak ne zdaj daljše v smislu, da morajo imeti 5 podredi ali pa nekaj. Ne, predvsem mora biti to neka zaokrožena poved, ki odgovarja na vprašanje, torej ki ima ustrezne argumente, če se navezujemo na to, kar imamo zgoraj, in ki je tudi pismena, torej ki ima vse potrebne velike začetnice, male začetnice, vejice in tako dalje. In potem je tukaj še naloga odprtega tipa oziroma naloge odprtega tipa, kjer imate veliko domišljije, ampak seveda to ne pomeni, da gre za domišljijski spis. Gre se zgolj za to, da tukaj dobite ponavadi neko besedilo, vaša naloga pa je, da tvorite neko krajše neumetnostno besedilo. Tukaj recimo imate poboldano, da pišete
uradno prošnjo za pokroviteljstvo, za pač neko zadevo, za geografsko olimpijado. Torej, pri teh nalogah odprtega tipa ste omejeni na način, da imate samo 100 do 130 besed. Te besede morate na koncu tudi prešteti in jih zapisati v okence pač v bistvu na sami poli. Zdaj, če boste imeli 129 besed, pa boste prešteli 126, mislim, da noben ne bo, to niso točke dol. Gre se samo za to, da tudi sebe malo poštopate oziroma sebe malo ustavite, da ste tako, ok, imam 100 do 130 besed, ne rabim tukaj eseja pisati, tukaj res ne. Pri teh besedilih torej pri teh nalogah je tudi zopet, mislim, tako kot za vse ostale na sami razčlembi, pomembno, da se ne vržete v pisanje, ampak si počrtate, kaj so neke te ključne zadeve, ki jih morate omeniti, in tudi, da uzavestite, kaj je v bistvu ta zvrst, ki jo navodila hočejo od vas. Torej, uradna prošnja, uradno vabilo, neuradno vabilo, torej, da razumete, kaj točno, torej, da imate v glavi, torej, kaj je uradna prošnja, kaj je shema torej, kaj je struktura te uradne prošnje, in znate to potem aplicirati na pač konkretno stvar, ki jo morate napisati. Zdaj, kaj so tukaj najpogostejše napake oziroma kje največ točk se izgublja pri drugi poli? Torej, površno branje navodil in besedila. To sem omenila recimo tudi pri nalogah zaprtega tipa. Torej, izpišite prve 3 glagole iz druge povedi tretjega odstavka. Kaj so tukaj ključne informacije? Torej, rabimo 3 glagole iz druge povedi v tretjem odstavku. Torej, ne v 4., ne v 5., ne v 1., v tretjem. Poved mora biti ta druga, ne prva in tako naprej. In seveda samo prve 3. Assuming, da recimo, če jih je več, samo prve 3 izpišete. Potem pogosto se zgodi, da tudi so odgovori površno podani. Torej, če vas navodila sprašujejo po 3 argumentih, morate zapisati 3 argumente. Če imate recimo tvorjenje, morate razpoznati, torej, gre za sklop, pa gre za morate pač določiti, da gre za sklop, pa gre za sestavljanko, za karkoli. Torej, ne morete samo reči, gre za tvorjenje samostalnika. Seveda gre za tvorjenje neke nove besedne vrste, ampak nas zanima proces oziroma postopek, kako se je to zgodilo, oziroma potem nas sprašujejo navodila. Potem je tu izpuščanje nalog. Načeloma ni minus točk načeloma na maturi, torej na razčlembi, ne dobite minus točk, če izpustite kakšno od nalog, ampak vsaka naloga pomeni 3 do 4 točke, ki jih ne morete kje drugje dobiti. Torej, tudi če napišete, če odlično razvrstite nek ta slovarski sestavek, ali pa če, ne vem, odlično ugotovite, katere vse tvorjenke hočejo navodila od vas, to ne pomeni, da dobite tam še kakšno dodatno točko, ampak pač samo dobite tiste 3 oziroma 4, kot jih je predvidenih, in to je to. Tako da ne izpuščati nalog, kako se temu izogniti, pridemo do tja, porazdelitev časa. Torej, zadnja naloga, ta naloga odprtega tipa, ko rabite pač neko prošnjo, napisati je naloga, ki vam prinese tudi največ točk. Zdaj, za reševanje te pole imate na voljo samo 90 minut. Torej, mogoče je ta samo 90 minut predpostavlja, da boste imeli premalo časa, ampak v resnici zelo pogosto se zgodi, da je pola precej dolgo sestavljena. Torej, pola si ponavadi tako sledi, da najprej imate, torej kot smo obdelovali te naloge, torej najprej imamo naloge zaprtega tipa, torej nekaj izpisujete, nekaj označujete, dosti enostavno, potem rabite kaj malo razložiti, malo na daljši način, in tako naprej. Potem pa pridete pač do te zadnje naloge, ki je pač najbolj svobodna, ampak v resnici ni. Zdaj, nekega pravila za to v resnici ni, kako se tega lotiti. Največ, kaj vam lahko svetujem, je v resnici, da si besedilo, torej to neumetnostno besedilo, ki ga boste imeli na začetku pole, da si ga iztrgate ven, torej je pripravljeno in temu namenjeno, da ga torej ven iztrgate.
da ga boste imeli ves čas pred sabo, da ne boste pač izgubljali časa z nekim tem obračanjem strani. Zdaj, če ne vem, ko pišete te malo daljše odgovore, ugotovite, zdaj pa imam samo še pol ure. Mogoče je smiselno, da se lotite zadnje naloge, da bo ta zagotovo imela rep in glavo in boste pač tam imeli največ točk možnih, potem pa, ko vam ostane čas, se vrnete na ta drugi del. Ampak predvsem skušajte ne tega dela, torej ne skakati z enega dela pole na drugega, ker so dostikrat naloge take, da se členijo, torej da je, ne vem, tretja naloga, kar je mogoče znano tudi iz vaših testov, ne, torej da se naloga začne, potem ima pa postavko A, B, C, D, E, F, ne. Tako da probajte ne izpuščati, oziroma če kaj izpustite, dajte ne pozabiti tega. Tako da to bi bilo to nekako v bistvu od druge pole. Ni nič strašnega, no, ampak včasih pač se zgodi, da je mogoče daljša, ampak se pa včasih zgodi tudi, da je krajša. To ne pomeni nujno, da je lažja, ampak samo manj nalog je noter. Paradoksalno, ampak tako je. So pa vse zadeve, ki so noter, povezane s tem, kar ste delali zdaj 4 leta. Torej ne boste dobili noter nekih slovenističnih univerzitetnih zadev. To ste lahko prepričani. In na koncu, torej junija, ko bo mogoče že vročina malo pritisnila, ko vam bo vse že dišalo po teh najdaljših počitnicah, boste imeli še ustni del. Torej, ustni del mature iz slovenščine se nanaša na poznavanje književnosti in jezika. Torej, kot ste mogoče seznanjeni, oziroma se boste verjetno kmalu seznanili, na ustnem delu se vprašanja dotikajo seznama književnih del in strukturiranih vprašanj v jeziku. Ta seznam najdete na RIC-u, torej na spletni strani RIC, pri zavihku splošna matura, predmet slovenščina in tako naprej. Teh del je letos 35, če ima kdo pa specifično vprašanje glede ustnega dela, naj to zapiše v chat, pa gremo lahko pogledati ta seznam. Če ne, si ga pa pač sami najte. Torej, kot rečeno, teh del je letos 35, torej, kar je ful dobro, ker pač prejšnje leta jih je bilo tudi 56. In ta del izgleda tako, da izvlečete nek listek, na tem listku imate odlomek iz enega izmed teh literarnih del, ali pa pač iz nekega jezikovnega dokumenta, in potem sledita še 2 vprašanji povezani najprej s tem konkretnim delom, potem pa pač sledi še strukturirano oziroma pregledno vprašanje iz književnosti oziroma iz jezika. Ok, bom to na koncu odgovorila. Zdaj, ta listek lahko enkrat torej enkrat ga lahko menjate, in potem, ko se odločite, je vsaj pri nas bilo tako, da je nekih 15 do 20 minut namenjenih pripravi. Ta čas pač bo vaš kolega, ki je pred vami na vrsti, že odgovarjal. V tistem času si lahko, mislim, da boste tam dobili tako kuli kot list papirja, in si lahko skicirate nekaj hitrih zadev, torej ko vidite sestavek, da ste tako, to spada v Zločin in kazen, realizem, Dostojevski, kaj vemo o realizmu, kaj vemo o Dostojevskemu, tako. Na hitro si lahko nekaj sestavite, in potem, ko boste vi na vrsti, boste morali sestavek glasno prebrati, potem ga boste morali predstaviti, torej kot rečeno povedati, to delo spada v roman Zločin in kazen, ruskega pisatelja Dostojevskega, in potem boste pač napisali, kaj se dogaja v tem odlomku, kako je to povezano z romanom, glavni liki, teme, tako naprej. Zdaj, tukaj se ne ustrašiti, vsaj ponavadi učitelji oziroma profesorji nočejo ravno slabega, torej pogosto ne, da so zelo prijazni, ampak pogosto vam bodo skušali priti naproti s kakšnimi podvprašanji, in ne se tega ustrašiti, torej želijo vam samo pomagati, da se nekako ne izgubite v razlagi. Na koncu pa sledi še, kot rečeno, neko pregledno vprašanje iz književnosti oziroma strukturirano iz jezika. Zdaj, to iz književnosti je lahko pa karkoli, kar pride oziroma ste delali v torej na pouku književnosti.
Recimo, kdaj je šel prvi slovenski roman, ali pa mogoče tudi kdaj je šel prvi roman sploh, torej kdaj je šel Don Quixote. Take stvari. Torej, vse te zadeve so vključene, torej ste jih zagotovo obravnavali na književnosti, torej na pouku književnosti, so pa tudi del naših zapiskov, tudi za književnost, ki se ponovadi uporabljajo prav za ustni del. Zdaj, strukturirano vprašanje iz jezika je pa lahko našteje jezikovne priročnike. Torej, kaj so jezikovne priročnike za slovenščino? Kaj poznamo, recimo? Slovar slovenskega knjižnega jezika, slovenski pravopis, lahko navedete tudi recimo slovenski korpus, Gigafido Plus, vsa ta v bistvu elektronska digitalna orodja, ki jih upam, da poznate, ker si predstavljam, da vam znajo kakšno zagato rešiti brez učitelja. Tako da nič, kot rečeno, nič strašnega, samo tako ne. Ja, se pridemo v bistvu do tega, ne. Okay. Kaj so zdaj pogoste napake, ki se vam zgodijo, torej to branje? Dostikrat se zgodi, da ko smo živčni in moramo nekaj prebrati, izpade, kot da ne znamo brati sploh, kar vam je mogoče znano. Ne vem, verjetno vas niso preveč posiljevali z nekim glasnim branjem zdaj v gimnaziji oziroma v srednji šoli, ampak se zgodi, tako da kako se temu izogniti? Tudi jaz nimam zelo dobrih napotkov, mogoče če imate kakšnega kolega, ki je špiker na radiju, vam zna mogoče kakšen ta čist fonetični, fonološki nasvet dati, kako dihati, požirati slino in tako naprej. Kako dihati, ja. Predvsem pa spet dih, izdih preberete, nič strašnega. Več verjetno so vas ti profesori oziroma učitelji ali pa tudi tisti, s katerimi ste delali, če bodo to pač neki torej če to samo upravljate na neki šoli, verjetno so vas ti, ki so vas pripravljali na maturo, videli v veliko slabših stanjih, pred tablo recimo, na neko nenapovedano spraševanje. Tako da, in ja, predvsem pa če pa to ne pomaga, pa dajte razmišljati, mogoče bo pa slovenščina vaš zadnji ustni izpit, ne, tako da se lahko, okej, še teh 20 minut se moram potruditi, pa nič do oktobra. Kar se nam pogosto zgodi, kar verjetno poslušate zdaj tudi pri meni, torej, ko javno govorimo, imamo dostikrat težave z registrom govora, uporabljamo mašila, vse te fajn zadeve. Torej, pri registru govora, dajte mogoče res paziti, da ne porabljate, torej, da vseeno tudi, če greste malo niže, torej, če niste ravno ne govorite ravno knjižnega zbornega jezika, ki je precej težek, če ga niste vajeni govoriti, dajte mogoče govoriti nekoliko počasneje, torej recimo poved po poved, pa bolj premisliti, torej, kaj boste v tej povedi povedali, ne. Torej, ko imate čas za pripravo, si lahko mogoče, če vam to pomaga in veste, da vam to pomaga, si lahko mogoče kar izpišete tisto prvo poved, ki jo boste povedali, čisto zato, da vas to povleče potem naprej. Zdaj, pri mašilih je pa tako, da celo življenje se jih odvajamo, ampak ponovadi se še kakšnega novega naučimo. Torej, dajte predvsem paziti, da teh mašil ne bo preveč, to lahko delate mogoče že sedaj, ko imate kakšna prezentacije ali pa javne nastope v sklopu nekih predstavitev in to, da same sebe nekako učite, vas tako, ne uporabljati preveč, ne vem, tega mašila pač, ali pa mogoče neki take zadeve. Seveda je to težko in tega se vsi učimo, tako da če začnete zdaj, bo do junija ste naredili že veliko. Zdaj, dostikrat se pa nam na ustnem delu oziroma na izpitu iz slovenščine, pa tudi potem kasneje na kakšnem izpitu na faksu zgodi, da zablokiramo in tu spet brez panike ste delali te stvari 4 leta in posebej ste se tudi za maturo pripravljali, tako da imate te zadeve nekje v možganih. Tako da dajte spet vdih, izdih, počasi izpisati, recimo, ko vidite, kjer roman je, dajte najprej izpisati vse stvari, ki jih veste, lahko tudi prepišete, če vam je mogoče kje sestavka, ne vem, če se vam zdi, da
vas lahko nekaj vodi do tega, za kjer roman gre, pa kdo ga je napisal. In potem, ko te znane stvari obdelate, dajte biti tako, ne vem, se spomnim zapiskov, kje se ta zadeva nahaja. Take stvari. In predvsem, dajte zaupati in verjeti v svoje znanje, ker ga je veliko. In ko ste za nazaj gledali, kaj vse ste znali od književnosti, razen če boste še potem književnost študirati, tako kot nekateri, recimo jaz. Ampak potem, ko boste gledali za nazaj, kaj vse ste znali, boste tako, kar kul. Ker kul, da sem nekoč vedel vse možno o zločinu in kazni. Pač nekoč je bilo to mogoče. In tukaj je pa zdaj čas za vaše vprašanja. Tako da bi mogoče začela ravno z ustnim delom, ki je Lucija vprašala v chatu, torej katera dela so bila izključena iz seznama. Torej, iz seznama so bila izključena seveda dela, ki so v tematskem sklopu. Mislim, vem, da bi bilo to ful super, da pač imaš dogodek v mestu Gugine, potem ga imaš še na ustnem delu, tako imaš kar naenkrat 4 zadeve, za katere se ne rabiš učiti. Zdaj po mojem pregledu se mi zdi, da so izločili tudi nekaj del iz sodobne književnosti, predvsem iz obdobja prve polovice 20. stoletja. Jaz si predstavljam, da zato, ker je to neko obdobje, ki ga na srednjih šolah in gimnazijah obdelate zelo raznoliko. In potem verjetno ni bilo pravično do nekega dela dijakov, torej nekateri so pač se srečali, recimo, ne da so brali Ulysses ali pa Gospod Dalloway, ta dva sta še vedno na seznamu, ampak vsaj tako znajo presoditi, v katero obdobje sodi, kaj se je takrat dogajalo, kakšen je bil ta družbeno-kulturni kontekst, te zadeve, medtem ko so se drugi morali te zadeve dobesedno pač napiflati na pamet za ustni izpit. Mislim, da je nekaj manj tudi del iz sodobne književnosti, torej sodobne slovenske književnosti. Tako da smo potem že na malo manjše številk, torej potem počasi že pridemo torej do te številke 35. Zdaj pač moj vtis je bil, ko sem pregledala ta seznam, da je velik fokus recimo na slovenski književnosti do Kosovelov, vključno s Kosovelom, potem pa pač se malo ta rdeča nit izgubi in je pač nekih del, ki jih treba poznati manj. Jaz si predstavljam, da verjetno Prešerna ste vsi bolj ali manj zelo podrobno obdelovali, tako da ima velik smisel, da je, I guess, čez pol seznama, oziroma da je tam nekih 5-6 zadev, samo takih, ki se nanašajo na Prešerna. Je pa res, da so, mislim, meni to mogoče ni tako zanimivo, ampak to je pa potem že subjektivni del. Torej na platformi pa mislim, da imamo še vedno ta star seznam, tako da če ne vem, imate, mislim, to v bistvu tudi zato, da lahko mlajši dijaki tudi uporabljajo, ko pač obdelujejo zadeve pri pouku književnosti. Tako da če še karkoli dajte napisati v chat, če se vam še karkoli porodi. Gremo naprej. Ok. Kako brati, če vse to dolgočasno? To je pogost problem pri književnosti in ne mislim, da tisti, ki književno študiramo, da se z njim ne soočamo. Zdaj, kaj nam ali pa meni pomaga, kaj mogoče tudi vam zna pomagati? Bralni dnevnik. Torej, bralni dnevnik je lahko pa sam nek zvezek, v katerega zapisujete, kaj ste brali na nek dan. Marsikdo mi je povedal, oziroma nek način, kako se soočati z branjem, če tega nisi vajen, je, da si določiš, 10 minut na dan bom bral. Lahko je to tistih 10 minut, ko jih rabite, ne vem, glavne do vaše gimnazije ali pa lahko si rečete tudi 10 minut bom poslušal. Torej, audio knjige so stvar, tako da dajte to malo raziskati, zagotovo obstajajo pač tudi za vaša maturitetna dela, tako da ste lahko tisto, danes bom, ne vem, bral, poslušal 10 minut Antigone od Sofokleja in potem, ko je tega konc, si lahko zapišete, ne vem, nekih 5 besed, ki so vam ostale od tega branja. Zdaj, neka posebej dolgočasna mesta, ali pa posebej zanimiva, če so, dajte si jih označiti, pa ne zato, da boste z njih, ne vem, bildali svoj esej,
Ampak dajte si jih označiti, čisto zato, da boste sami imeli nek spomin, mogoče tudi na to, kako ste temile, jaz imam ponavadi tele ta male liste, upam, da jih vidite. In si pač označim, kje je nekaj ful dolgočasno, če pišem kritiko recimo, in sem tako, tukaj je to dolgočasno, to je treba izpostaviti. In lahko si zadeve tudi izpišete, če vam je kaj tako res ne, ali pa tudi zelo ja. In dajte se o teh stvareh tudi pogovarjati, pa zdaj ali z mlajšimi brati, sestrami, z bratranci, sestričnami, odvisen pač, kje imate še kakšne kolege, ki so na maturi. Dajte pač predebatirati neke stvari, ker trpino za književnost je veliko, kot boste ugotovili. Potem gremo naprej. Torej, imam osnutek, odličen je, ampak ne najdem besed za uvod. Torej, pogosto se vam lahko vse dogaja, da pač zblokiramo, ko je treba napisati uvod, ko imamo vse v rokah. Dajte takrat preveriti naslov. Naslov je lahko neka ta prvi most do nekih asociacij, ki se vam porodijo. Torej, dajte ga preveriti, lahko mogoče začnete govoriti najprej o naslovu, pa se potem iz tega naslova naslonite na delo in potem se naslonite na delo in na navodila, ki ste jih dobili. Pomislite tudi pač na lasten odnos do teme oziroma do literarnega dela. Zato vam to poudarjam tudi to, da morate prebrati literarna dela, torej to je ta češnjica na tortici vaših priprav. Posebna začimba vseh esejev to, da znate sami pač vzpostaviti nek kritičen ali tudi tak objektiven odnos, da nisem tako vse, kar ste prejeli in potem nekritično izlili v esej. In pomaga tudi, da si izberete tezo. Torej, tezo zagotovo poznate iz angleščine. Pri eseju imate, temu rečete thesis statement. In nekaj podobnega lahko delate tudi za slovenščino. In v bistvu vam bo veliko lažje, če si pač izberete neko tezo, na podlagi navodil seveda, ne vem, Kreont iz Sofoklejeve drame in Kreont iz Smoletove drame sta si podobna, ne le v imenu, ampak tudi v tem, da vladanje gledata kot na nekaj, kar pripada od Boga, ne nekaj, kar je bilo pač ima slučajno podano. To sem si zdaj izmislila za neka fiktivna navodila, ki ne obstajajo in mogoče zelo slaba teza. Ampak kar hočem povedati je, da ta teza vam bo pomagala, da izločite, torej da iz tega osnutka, ki ga imate, da v tem osnutku ugotovite, kaj je torej bistvo navodil, torej kaj navodila zares hočejo od vas. Torej, da izločite, ne vem, Kreonta v odnosu do izmene ali pa do Antigone neki, da to ne ravno spucate stran, ampak date to iz prvega plana, kar vas zanima, in se zgolj osredotočite torej na Kreonta, na vladanje, na momente, ki so se vam zdeli recimo pomembni, ki veste, da so bili pomembni zaradi priprav. In ja. Ok. V redu? Gremo dalje. Torej, uvod je, ampak kako naj zdaj napišem odstavek? Torej, mi zagovarjamo to trditev oziroma neko razporeditev, trditev, razlaga, utemeljitev. Torej, trditev je lahko pač ena poved, torej Kreont iz Sofoklejeve drame je tak. Potem to razložimo, razložimo, kaj pomeni, torej kaj to pomeni, kaj to implicira. Ta utemeljitev pa pomeni zlasti pač neke te vaše vtise, torej ta utemeljitev pomeni predvsem vaše, torej te prizore, ki se vam zdijo, da podpirajo vašo trditev. Torej, najprej nekaj poveste, potem to razložite in potem najdete pač še neke scene, prizore, ki so za to primerni. In potem, ko končno zaključimo, zaključek, mnenje, gremo. V zaključku ne razvijamo novih misli. Nikoli, nikdar pač napišite si na listek, nalepite nad mizo, da boste vsak dan gledali, dajte si na screenshot, na ta zaslon na telefonu, zaključek ni za razvijanje novih misli. Zopet to tudi pri angleščini vam skozi ubijajo v glavo in dajte to ponotranjiti za vse zadeve. Torej, zaključek je vedno samo za zaokroževanje misli. Za zaključek pomislite na uvod, na tezo, ki ste jo postavili, ste jo potrdili, je niste,
kako ste jo potrdili, lahko pač na hitro obnovite tiste glavne točke vašega eseja in mogoče nek ta lasten odnos do teme, čisto na rahlo se dotaknete. Ampak ta lasten odnos ne pomeni mnenja. Torej, mnenje, komentar, to je še vedno del jedra. Pogosto tudi v tem, kar jaz dobivam recimo od dijakov za pregledovanje, je, da je mnenje kar nekako lepo v zaključek pritisnjeno. Ne, mnenje je še vedno del jedra in zaključek je pa pač res tako. V eseju smo premišljevali o nečem, povedali smo to in potem lahko torej iz tega, kar ste raziskovali, izpeljete mogoče neko splošno tezo vezano na neko življenje, torej nek odnos do vladanja, do oblasti, verjetno, mislim, zagotovo ste dovolj stari, vi ste verjetno tudi že volitve nekateri doživeli, torej to, da ste se lahko šli izkoristiti demokratično pravico, torej zagotovo pač imate, mislim, je nekje v glavi nekaj, kar veste o vladanju ali pa o oblasti. Tako da to je pač ta splošen del, skozi katerega lahko zaključite esej. In to je, okay. Tukaj sta še dve vprašanji. Pri eseju, kadar primerjamo dva izbrana dela za esej in dela obravnavana pri književnosti, ali tu pride poštev teh 35 del ali nasploh sta obravnavana dela? Žal to drugo, torej to, kar je vključeno v predmetni izpitni katalog. Zdaj spet, ne, ta obravnavana dela, ja, ampak pač mora obstajati vsaj neka minimalna vez, lahko je to dobra argumentacija, ampak fajn je, da je tudi vsebinska povezava pri teh delih. Je pa res, da tudi če se samo na teh 35 delov osredotočite, ki so potem na ustnem delu, boste tudi že v teh 35 našli dovolj nekih primernih zadev, ki jih lahko vključite, primernih literarnih del, ki so lahko del vaše torej del vaše primerjave. Zlasti bi opozorila, torej, da gre res za ta predmetni izpitni katalog za slovenščino na maturi in ne za pač, ki ne vključuje sodobnih literarnih del. Lahko so torej vključuje zelo malo njih, no, tako. Tako da tudi če mogoče kdo med vami tukaj knjižni mol in zelo dobro podpiramo, fajn je, da obstajate in obstajamo še naprej, ampak žal skoraj gotovo pač tisto, kar berete zdaj, recimo, kar ima letnico 2020, recimo, pa 2019, skoraj gotovo ni v tem katalogu. Tako da tukaj dajte res paziti, da ali preverite, torej, ko se pripravljate, recimo, nekaj se spomnim, da je bilo mogoče primerno o tem, ker smo realizem delali, ne vem, Gospa Bovary ali pa, ne vem, Oče Goriot, v redu, gotov, dajte to preveriti, ampak če ste pa tako, tam je en roman iz 80-ih, ne vem, slovenski, ki je mogoče se tudi tam pojavi neka ta tema oblasti, vladavine, dajte preveriti, če je v katalogu. Predvsem zato, da si pač ne delate dodatnega dela. Torej, če je v navodilih zahtevana aktualizacija, moram aktualizirati v jedru ali lahko iz tega naredim zaključek. Torej, to, kar je v navodilih, je del vašega zaključka. Vašega jedra. Torej, ne zaključka. Torej, ta aktualizacija, ki sem jo recimo omenila v uvodu in v zaključku, je pač predvsem ta, da ujamete neko temo, jo zadržite, napišete tezo in jo potem na koncu zopet nekako držite in jo izpustite. Torej, iz nekega splošnega, vedno veljavnega mogoče, do specifičnega in v zaključku iz tega specifičnega, neko konkretno literarno delo, vaša konkretna teza, do nečesa splošnega. Torej, ta aktualizacija, ki jo recimo zahtevajo navodila, je pa pač vedno del jedra, tudi mnenje je vedno del jedra, ker pač kot rečeno, v zaključku ne razvijamo ne razvijamo novih misli in aktualizacija je v resnici zdaj razvoj nekih novih misli. Lahko pa na podlagi te aktualizacije neko splošno trditev na koncu, v zaključku izčistite, ne. To je zagotovo pač nekaj, kar je seveda tudi zaželeno.
Ampak ja, ne bom pa rekla, da je, mislim, težko je to delati, torej ne se pretirano sekirati, da ne znate pač neke splošne zadeve v svetu povedati, ker pri 19 je veliko prezgodaj za kaj takega, ampak tudi kasneje so pač to stvari, ki jih zelo počasi dobivamo. A ima še kdo kakšno vprašanje? Okay. Potem mislim, da bi bilo to v bistvu iz moje strani. Očitno sem precej hitro govorila. Hvala vam za pozornost, za vse, ki ste zdržali. Več o eseju na maturi, interpretaciji izbranih maturitetnih knjig pa na www.pripravenamaturo.si. Torej, Lisa je na začetku omenila tudi te akcije, ki vam jih je DOS uredil, tako da upam, da se bomo še kaj slišali. Če pa imate kakšno konkretno vprašanje, pa se seveda obrnite torej na www.pripravenamaturo imate tudi nekaj mailov, kamor se lahko obrnete, lahko pa tudi na socialsih nas kaj vprašate, pa bo to prišlo do mene oziroma do relevantnih inštruktorjev. Tako da ja, hvala in uživajte to soboto še naprej.